nekje zaznamujejo globalizacija. Se pravi, globalizacija je prinesla nekako potrebo po iskanju svoje kulturne in jezikovne identitete ter potrebo po medkulturnem povezovanju, sodelovanju. Potem nas zaznamuje čezmejni prostor tu na tem območju. Seveda medkulturno sporazumevanje, v katerega pač vključujemo dve ali pa tudi več kultur, kot smo danes tudi poudarili. Nekako je osnovni cilj v šoli, eden izmed temeljnih ciljev v šoli tudi razvijanje medkulturne zavesti in pa medkulturnega dialoga, pri čemer se pa velikokrat zgodi to, kar je zapisano tu spodaj, da v bistvu, oziroma skoraj, pač pa neupravičeno pričakujemo od pripadnikov drugih kultur, da se naših vedenjskih vzorcev zavedajo in da jih prakticirajo. Velikokrat pa pozabljamo, da v bistvu sami ne prakticiramo lastnih kulturnih in vedenjskih vzorcev, kar so nam otroci prej lepo povedali, in da v bistvu moramo delati tudi na tem, se pravi lastne, hkrati pa spoznavanje tudi drugih kultur, posebej kultur teritorija. Če pogledamo zdaj jezik, ki sicer v našem projektu Eduka 2 ni bil ravno na prvem mestu, ker smo na nek način izhajali iz drugih vsebin in prišli do jezika, ampak vendarle mimo tega ne moremo. Tukaj imam nekaj položajev jezika, ki se pojavljajo v našem okolju. Se pravi materni jezik, prvi jezik, drugi jezik ali jezik okolja. Meni je mogoče še vedno bliže ta termin jezik okolja kot drugi jezik. Potem tuji jezik, za marsikaterega otroka sta ta dva jezika, o katerih je govor, se pravi slovenščina in italijanščina, tudi tuja jezika. Potem seveda jezik kot učni predmet, in pa jezik kot učni jezik. In naš projekt je temeljil ravno na tem, se pravi na jeziku kot učnem jeziku, bolj kot na učnem predmetu. Skozi 3 procese gremo. Skozi proces usvajanja jezika, skozi proces učenja jezika in skozi proces seznanjanja z jezikom. Se pravi, usvajanje jezika je nenačrten proces, ki se dogaja pač v okolju, kjer je to govor okolja in v tem jeziku poteka celotna komunikacija. Recimo, da se ti naši otroci čezmejnih razredov lahko z obema jezikoma srečajo tudi v okolju in jo lahko usvajajo tudi iz okolja. Zdaj nekaj več, nekaj manj, stvari se spreminjajo, ampak tudi to je možno. Potem govorimo o učenju jezika, se pravi učenje vseh 3 različic, se pravi maternega, drugega in tujega jezika. In še en proces poteka, to je pa seznanjanje z jezikom. V bistvu gre za proces, skozi katerega gre vsak, ki se jezika uči na začetku. Gre torej za proces zavedanja, da poleg maternega jezika v okolju obstaja še nek drug jezik. In za marsikaterega od teh otrok je šlo tudi za proces seznanjanja z jezikom. Se pravi, v času seznanjanja pač otroku ponudimo dovolj časa, da osvoji melodijo, da razume preproste besede, kar se mi zdi posebej pomembno tudi za otroke, ki jim je pač jezik, ciljni jezik, se pravi slovenščina in italijanščina, tuji jezik, in so v bistvu preko projekta prišli ravno do te faze seznanjanja z jezikom. Se pravi, do pozitivne izkušnje z nekim drugim jezikom. Ker cilj seznanjanja je ravno to, da ponudim pozitivno izkušnjo. Potem se moramo zavedati tudi v bistvu tega, kar so nam tudi že otroci povedali in ste tudi ve poudarili, da je temeljna naloga učenja jezika v bistvu razvijanje sporazumevalnih zmožnosti o zanimivih temah v drugem jeziku in sicer v spodbudnem učnem okolju s pozitivnimi in kakovostnimi didaktičnimi spodbudami. Samo takrat v bistvu se bo učeči se naučil jezika, ko bo imel kot cilj možnost
komunikacije, ne? Se pravi, ko bo jezik v stiku in bo na nek način imel možnost interakcije v drugem jeziku. Zavedati se pa moramo, da je pač ta proces vedno individualen proces, ne? In da dejansko tukaj moramo otroku ponuditi dovolj časa, kajti raziskave kažejo, da nekje v dvojezičnem okolju proces osvajanja drugega jezika lahko traja pri 6 do 8 let. Ne? V bistvu smo na nek način vzpostavili dobre temelje, ne? Vendar v bistvu končnega cilja še nismo dosegli. Ne? Moramo dati pač otroku čas, da na nek način počasi vstopa v svet tega drugega jezika. Še posebej, če se zavedamo tega, da pač na učenje jezika, na dvojezični jezikovni razvoj vplivajo različni dejavniki. Ne? Eno je motivacija, ne? Starši, družbeno okolje, ampak tudi projekt, kot smo slišali, je bil dobra motivacija za učenje. Ne? V bistvu ta interakcija. Potem individualni umski mehanizmi, ki so pač razvojno pogojeni in so prirojeni, značajske značilnosti, izpostavljenost jeziku in možnost uporabe, to smo danes že povedali, to je zelo pomembno in mislim, da je tudi projekt te zadeve zelo odprl. In pa drugi zunanji dejavniki, mogoče tudi politično stanje, tudi to je, ne, pač poseljenost območja, vse te stvari lahko še vplivajo. Tudi to je že bilo poudarjeno, učečemu jezika je potrebno ponuditi predvsem pozitivno izkušnjo. To je tisto, kar potem vodi v učenje. Ne? Pozitivno, kakovostno spodbudo, da lahko potem pač razvija jezikovno zmožnost v drugem oziroma tujem jeziku. In pri tem je pomembno, da uporabljamo diferencirana učna sredstva in pa ustvarjalne sodobne učne pristope. No in kateri so ti sodobni pristopi? Prvi smo že v uvodnem delu ugotavljali, je didaktična igra. Ne? V bistvu didaktična igra, kjer gre za dvojno vključevanje posameznika, tako na sinhronem kot na diahronem nivoju, ne, se pravi, eno je pač samo podajanje navodil, igranje igre, drugo pa je ponavljanje igranja, ne, prej smo se pogovarjali, da nekateri že poznajo odgovore na pamet lahko, ampak ravno to je tista motivacija po preseganju samega sebe. Ne, se pravi, v igri je eno motivacija, pač ta tekmovalnost, o kateri je bilo prej govora, je pa tudi pomembno preseganje samega sebe, se pravi, da jaz nekaj na novo spoznam, da jaz prerastem svoje znanje, ne, tako jezikovno kot tudi kulturno. Travte Teschner pravi, da če tudi je med igro lažje vzpostaviti dober komunikacijski odnos, pa igra sama po sebi ni tisti element, ki v posamezniku vzpodbudi proces usvajanja jezika, če posameznik ima interakcije v tem jeziku. Ne? Ta je pomembna, se pravi, če nima možnosti jezik uporabljati, ne? Potem nima niti motivacije za učenje. Zato pač se ne bo naučil jezika, če nima teh odnosnostih, prostorskih, časovnih in stičnih pogojev. In naš projekt je to omogočil. Drugi tak dejavnik, zdaj je veliko govora o inovativnih učnih okoljih, ne? In tudi učno okolje je dejavnik, ki je tukaj pomemben. In mi smo imeli realno učno okolje. Ne? V bistvu učni prostor, nekateri pravijo, da je to tretji učitelj oziroma vzgojitelj ali tudi tridimenzionalni učbenik. In sami učenci so nam povedali, da je za njih to bil tridimenzionalni učbenik, ker so doživljali v bistvu učenje z vsemi čutivi v realnem prostoru in so se potem tudi navezovali so se sklicevali na te informacije, ki so jih pridobili v projektu. Potem je pomembno
pri spodbudnem učnem okolju so pomembni različni dejavniki. Najprej gre za timsko delo in načrtovanje. Se pravi, če imam učno okolje, potem seveda ga moram najprej izbrati. Dobro je, in mi smo v projektu tudi tako startali, da smo v bistvu otroke povprašali na začetku, skupina, ki sem jo koordinirala, jaz je tako startala, smo otroke vprašali v začetku, kaj si želijo, kaj bi oni predstavili, ne, svojim sovrstnikom iz Milj, iz Trsta, iz italijanske šole, ne, in iz šole Sprat. Se pravi, so si nekako zamislili, katero okolje. In prišli smo do tega, da naprimer nam je bilo nekako stično morje in ta prostor ob morju, se pravi, ta kulturni prostor, ne, se pravi mesta, ne, recimo, zakaj smo zbrali Koper in Milje, ker sta si nekako podobna, ne, oba kraja imata Mandrač, oba kraja imata približno enako tlakovanje ulice, torej startali smo z tega timskega načrtovanja. Potem je pri učnem prostoru oziroma učnem okolju pomemben transdisciplinaren pristop, se pravi povezovanje, prepletanje kurikularne dejavnosti, tudi na nek način projektno delo, ne, kar je bilo danes izpostavljeno, ne, se pravi, lahko različna področja, različne discipline med seboj povezujemo. Ne. Pomembno pa je, da se v okolju zadeve tudi dokumentirajo. No, tukaj recimo smo se s tem verjetno spopadli prvič, ne, tisti, ki smo vstopili v projekt. Moja praksa kaže, da težko dokumentiram svoje delo, ne, tukaj bi bilo še veliko odprtega prostora, ne. V bistvu, kar naprej bi bilo treba snemati, kar naprej bi bilo potrebno fotografirati. Mi smo sicer to naredili, ampak na nek način še vedno premalo, ne. Zdaj, ko delamo, ko reflektiramo svoje delo, ugotavljamo, da dejansko bi lahko še kaj naredili na tem področju. In pa seveda želeli smo si, in tudi to je pač pomembno, ne, za učni prostor, vključevanje komunikacijsko-informacijske tehnologije, kjer je bilo nekaj vključenega, ne, tu v Kopru ste snemali nekaj, potem mi smo se preizkušali naša skupina se je preizkušala z določevalnim ključem za morske organizme, ki smo ga imeli na tablici v več jezikih, ne, in smo v bistvu proučevali morske rastline in živali. Tako da nekaj je bilo tudi tega vključenega in vsekakor velja to vključiti v take sodobne pristope. Ne? No, naslednje, kar je pomembno pri teh sodobnejših didaktičnih spodbudah, je izkustveno učenje. To so tudi otroci lepo poudarili, ne, v bistvu samostojno iskanje, razmišljanje z lastno aktivnostjo, pridobivanje lastnih izkušenj, kar seveda na nek način vodi v trajno spreminjanje posameznika, kar je tudi cilj izkustvenega učenja. Ne? V bistvu projekt je to odpiral, to omogoča in tudi igra na nek način to omogoča. Ne? Didaktična igra v nastanku to omogoča. Kakšna je vloga učenca v tem izkustvenem učenju? Otroci so že nekaj povedali od tega, recimo dajejo pobude, so jih dali, ne? Potem izbirajo vsebine, dejavnosti, materijale, se odločajo. Pri izkustvenem učenju, v bistvu, ko ga načrtujemo, damo veliko prostora učencu. Ne? Pri vseh teh didaktičnih spodbudah, na nek način sodobnih, damo glavno vlogo učencu. Ne? Učitelj je v tem procesu mogoče umaknjen malo v stran, oziroma ni umaknjen v stran, ker ima zelo pomembno vlogo, vendar ima zelo pomembno vlogo moderatorja in tistega, ki vodi aktivnosti z ozadjem. Torej, izbirajo vsebine, dejavnosti, materijale. Zanimivo je, ne, da pri tem izkustvenem učenju se učenci učijo z vsemi čutili, tudi jezika se učimo z vsemi čutili. Ne?
Recimo, jaz imam kar naprej v mislih, torej jaz sem bila koordinatorica tiste skupine, ki je na nek način doživela vse tri dejavnosti v držju, ne? In ne grem iz glave slikanega učenca, risbenega učenca pri extemporah, ki je narisal same dežnike. V bistvu to je čisto izkušnja, čisto izkustvo. In verjamem, da si je zapomnil in vonj, in mraz, in vse tisto, kar sodi k izkustvenemu učenju. Torej, odkrivajo razmerja, preoblikujejo, kombinirajo. Recimo, mi smo jih popeljali v raziskovanje z IKT tehnologijo, tako da smo nekatere rastline nabrali, koliko nam je pač vreme dopuščalo, če bi to delali v samem učnem okolju, bi rekli, ne učnem prostoru, v solinah, bi verjetno bil rezultat še boljši. Ne? Potem razvijajo različne zmožnosti. Predvsem je pa pomembno to, da pri takem načinu dela lahko vsak otrok doprinese tisto, kar je za njega močno področje. Ne? V bistvu lahko res se izkaže na nekem močnem področju. Če to ni jezik, je to lahko motivacija za to, da se bo potem naučil jezika. Ne? No, rekli smo, da je pa pač pomembna tudi interakcija z vrstniki. Zdaj, mogoče v tem delu projekta interakcija z vrstniki sicer je bila, lahko bi jo pa izkoristili še veliko bolj. Kar mislim, da jo bomo v nadaljevanju tudi preko same didaktične igre. Ker pač na nek način smo bili vezani na tisti projektni čas od februarja do maja, ko so se izvajale delavnice. Ne? Če bi imeli več časa na razpolago, bi se verjetno interakcija med vrstniki še bolj poglobila. Ne? Videli smo, učenci z osnovne šole Koper so poročali, da so v bistvu se med seboj povezali, se pravi kot v razredu, kot v razredni skupnosti in hkrati tudi z prijatelji iz drugih šol. Ne? No, v bistvu, če nekako poudarim še to vlogo odraslega, se pravi vlogo učitelja na nek način v projektu, zgled, spodbuda, ponujanje različnih dejavnosti, razpoznavanje v bistvu poznavanje otrok in iskanje v bistvu teh občutljivih trenutkov pri otroku, hkrati pa tudi na nek način močnih področij. No? To je nekako najpomembnejša vloga. No in nenazadnje sledi naš projekt tudi doživljajski pedagogiki. Ne? V bistvu doživljajska pedagogika zagovarja, predstavlja celosten pedagoški pristop. Gre za usmeritev v zunanje pedagoške aktivnosti, ki so usmerjene v dejavnosti na prostem. Ne? Tako učenje je pač realistično v vseh svojih pogledih, tudi če dežuje. Ne? Se pač moramo na nek način znajti. Fizično, aktivno. Ne? Veliko smo prehodili, ne? veliko stopnic, ne? Pa recimo po ravnem bolj malo, ne? Pa po držju, pa z dežniki in tako dalje, kognitivno pomensko in afektivno dejavno. Ne? V bistvu smo v projektu nekako dosegli tudi te cilje. Zakaj je pomembna ta doživljajska pedagogika? Tudi zato, ker gre za izkušenjsko izobraževanje z refleksijo. Ne? In danes smo lahko videli, da so otroci, učenci to tudi res reflektirali. Ne? V obeh primerih predstavitve, ne? Oni so to doživeli. Ne? In pri tem so bila udeležena močna čustva. Ne? Smo prijatelji, potem recimo imel sem težave z jezikom, ne, to je tudi močno čustvo. Skratka, močna čustva so bila prisotna. Ne. Zdaj, če pogledamo teh 8 načel doživljajske pedagogike, celostnost v projektu smo jo imeli, se pravi vključevanje telesne, duševne in duhovne izkušnje.
Potem naravnanost delovanju, se pravi gibanje v naravnem okolju. Naravnanost skupini. Imeli smo mešane skupine, pazili smo tudi na to, da smo res delovali znotraj projekta, tako da smo skupine mešali, da to niso bili samo otroci enega razreda. Soodločanje in soustvarjanje na začetku, pa tudi skozi celoten projekt in potem tudi rast na koncu in tudi v bistvu to zavedanje, da je potrebno narediti eno tako stvar, ki bo za naslednje generacije. To je tudi zelo pomembno. Nove možnosti odnosov, seveda učenec. Tukaj je šlo tudi za učenec z nekim učnim jezikom, z nekim jezikom, učenec z drugim jezikom, ampak tudi učenec-učitelj, kar je zelo pomembno. Drugače so nas doživeli, otroci v tej situaciji. Potem naravnanost in potrebe mladih. Videli smo, da so učenci prej navedli, da so zelo spretno opravili ta del, ker so svojim sovrstnikom povedali tudi, kje se družijo, kam zahajajo in tako dalje. Se pravi, ni bilo samo golo učenje, naravnanost k naravi in pa ven iz vsakdana, kar so si dejansko otroci želeli. Tako.